Lep pozdrav, moje ime je Nik in sem del trenerjev v Super trening ekipi. Današnja tema, o kateri bom govoril, je nekaj, s čimer se je že ali pa se bo srečal praktično vsak od nas. Če se pa še niste srečali, sem pa siguren, da poznate vsaj enega, ki se je, torej družbena omrežja in vadba. Naslov mojega predavanja je Instagram ni tvoj trener, kako ločiti dober nasvet od bullshit vsebine. Zakaj je pomembno, da se o tem pogovarjamo? Zato, ker danes večina mladih informacij o treningu ne dobi več od trenerja v šoli ali pa v fitnessu, ampak večina je to s TikToka, Instagrama in pa YouTuba, se pravi socialnih omrežij. Tam pa ni nujno, da je vsebina, ki jo vidijo oziroma vidite, tudi resnična, da deluje, da je varna in pa predvsem, da je učinkovita. Cilj današnjega predavanja je, da boste znali prepoznati, kaj je dober nasvet in kaj je samo hype za klike in všečke, da boste razumeli osnove vadbe, tudi če nimate nobenega predznanja, in da se boste znali vprašati, ali je ta vadba res prava zame. Tole je današnja agenda. Da vam bo lažje razumeti, vam bom predstavil 4 like, osebe oziroma njihove zgodbe, v katerih se bo kdo od vas morda prepoznal. Na teh primerih boste najlažje razumeli, zakaj online vadbe pogosto ne delujejo oziroma kaj so njihove pasti. Potem bomo šli skozi osnovne principe vadbe za vsakega od teh posameznikov. Predstavil vam bom našo TeamBuilder aplikacijo, kako mi delujemo oziroma kaj mi ponujamo v okviru online vadbe. In pa na koncu take home messages, se pravi tisto, kar bi rad, da odnesete iz današnjega webinarja. Tole so primeri, skozi katere bomo šli, in sicer bivši športnik z željo po izklesanem telesu, mlad športnik, ki želi korak naprej v svoji karieri, ženska, ki bi rada izgubila odvečne kilograme, in pa ženska, ki ni prej nikoli telovadila, sedaj pa želi izboljšati svojo postavo, ali držo. Okej, gremo na prvi primer. Imamo Lukata. Luka je star 18 let, je bivši športnik, 10 let je treniral košarko, začel je že v 1. razredu osnovne šole in pa končal po 1. letniku srednje. Prenehal je z igranjem, ker ni imel več motivacije, veliko časa mu je vzela šola in pa učenje, se pravi, vstopil je v srednjo šolo, vstopil je v drugo okolje in raje je bil s prijatelji v kinu, na pijači, kot pa na igrišču. Zdaj je končal srednjo šolo in se vpisal na faks in pred njim so najdaljše poletne počitnice. In v teh počitnicah bi rad postal nabit. Videl je nekaj sošolcev, ko imajo vrhunsko postavo, in zdaj bi pač pred vstopom na faks, vemo, kakšno je študentsko življenje, tudi rad on imel takšno postavo. Začne scrollati po raznih socialnih omrežjih, vidi nabite fante brez majic, a la tale levo na sliki. Ti na neki način influencerji obljubljajo nepredstavljive napredke, na videih vidi, da premagujejo ekstremno velika bremena, in to mu postane všeč. Začne slediti ljudem, ki izgledajo najbolje in imajo največ sledilcev. Luka najde treninge oziroma videe z naslovom Six pack workout at home, Big chest workout, no equipment, Full body shred in 2 weeks. Vsak dan sledi novemu videu, pogosto brez strukture in ogrevanja, brez razumevanja progresije in seveda premalo znanja o prehrani. Pričakuje prevelike in hitre rezultate, saj to navsezadnje naslovi tudi obljubljajo. Kje vidim oziroma kje nastane problem? Prvi problem je nepovezanost, se pravi, Luka skače med različnimi videi, brez dolgoročne strukture, bomo na koncu videli, brez dolgoročne strukture ni napredka. Preobremenitev. Vadi po programih, ki niso prilagojeni njegovim omejitvam. Pojavijo se lahko bolečine, mogoče se spravi v fitnes, dviguje preveliko kilažo, ker je to videl od influencerjev, lahko tudi pride do poškodbe. Potem iluzija rezultatov, se pravi, YouTube videi pogosto poročajo o takojšnjem napredku, kar je marketinški trik, to lahko pri njem vodi v neko frustracijo. Potem nezadostno znanje o osnovah vadbe, ne razume pomena hipertrofije, postopnega napredovanja oziroma progresije, regeneracije in pa prehrane. Zaletavost in kupovanje online programov, se pravi, brez premisleka se zaleti in takoj zapravi denar. Prva težava teh vadb, ki jih, gleda oziroma kupi, je, da Instagram algoritem mu ven meče nabite in izklesane moške brez majic, se pravi, atraktivne vsebine in treninge, skratka vse, kar je navzven njemu privlačno. Ti treningi nimajo strukture, pogosto so nametane neke fancy vaje, preveliko število ponovitev, premalo pavze, kar lahko pri njem povzroči, se pravi, veliko utrujenost, poškodbe in tako naprej. Potem težava je no pain, no gain mentaliteta, ni nasvetov o prehrani in pa ti online programi so
cenovno dokaj dostopni, se pravi, zdi se prelepo, da bi bilo resnično. Okej, to je bil prvi primer, zdaj bomo šli še na ostale 3 in na koncu povzeli, kaj bi bilo v vseh primerih bolje oziroma ustrezneje narediti. Tule imamo Matica. Matic je 16-letni nogometaš, trenira v lokalnem klubu, ima kar nekaj nogometnega talenta, to mu je povedalo že kar nekaj trenerjev. V šoli mu gre dobro, v nogometu pa zdaj želi narediti korak naprej. Se pravi, želi nekaj več, želi močnejše noge, več eksplozivnosti, skratka boljše telo. Na socialnih omrežjih sledi največjim nogometnim zvezdam, gleda posnetke njihovih treningov in si reče: "Če bom treniral kot on, bom nekoč tudi jaz uspel in igral tako." Odpre Instagram, odpre TikTok, tam gleda te posnetke in kaj kmalu mu algoritem začne prikazovati vse več posnetkov, se pravi, neke vaje z elastikami, koordinacijske lestve, čudežne enonožne sklece na žogi in tako naprej. Te vadbe imajo pogosto naslove, kot so Elite Athlete Workout, Get Faster Today, Football Specific Workout in tako naprej. No, in tako začne. Vsak trening si vzame eno novo vajo iz spleta, ki jo vidi, da jo delajo Neymar, Haaland, Mbappé in podobni. En dan skače po lestvah, drug dan poskakuje na bosu žogi, tretji dan dela skoke čez ovire in tako naprej. Zdaj čuti, da nekaj dela, ampak rezultata pa ni. Zdaj po nekaj tednih je utrujen, koleno mu začne škripati, ahilova tetiva se mu je vnela, hitrosti na igrišču pa seveda ni nič več. Začne se spraševati, mogoče pa jaz nisem za to, oni so rojeni talenti. A v resnici ni problem v njem, ampak v tem, da posnema Instagram vaje in ne gradi osnov. Kje nastane problem? Se pravi, zamenjava vzroka in posledice. Neymar je dober, ker ima za sabo milijon treningov in je izjemen talent v svojem športu, ne pa zato, ker dela par fancy vaj ki jih vidimo na Instagramu. Kar mi vidimo na posnetkih na družbenih omrežjih, je zgolj neki košček v mozaiku in mi ne vemo ozadja oziroma celotne slike. Potem nepoznavanje osnovnih principov vadbe, se pravi, ne gradi temeljev, izgublja se v vajah, ki izgledajo atraktivno. Kaj so ti temelji, bomo pa videli kasneje. Potem kopiranje brez konteksta, se pravi, vidi samo delček treninga športnih zvezd in ne njihovega resničnega programa. Se pravi, on ne vidi, kaj je v ozadju, kaj se dogaja z regeneracijo, kje je vsa sodobna oprema, ki jo imajo ti na voljo, kakšni so sistematični cikli njihovih trenerjev, se pravi, ne pozna ozadja. Potem se ujame v psihološko past, se pravi, verjame, da mu manjkajo samo prave vaje, ne pa proces in predvsem potrpežljivost. In pa seveda kupovanje fancy pripomočkov in pa zapravljanje denarja. Zdaj težava online vadb, ki jih on išče, je prikazovanje koordinacijskih lestev za razvoj hitrosti, prikazovanje bosu žog in enonožnih počepov, ker izgledajo profesionalno, potem skoki in pliometrija brez neke progresije in tehnike. Problem nastane, ko se začnejo, ko se vnamejo tetive, bolijo pokostnice oziroma goleni. Potem fancy pripomočki, športno specifične vaje za obljubljen napredek in pa seveda na videu so športni idoli, ki pač pritegnejo vsakogar. Okej, naš tretji primer je Maša. Maša ima 28 let in je prekomerno težka, v svoji koži se ne počuti dobro in tako izgublja samozavest. Vsako jutro se pogleda v ogledalo in si reče: "Ko bom shujšala, bom šla v fitnes." Na poti v službo se vsak dan pelje mimo velike steklene fasade fitnes centra in skozi okna vidi ljudi v oprijetih pajkicah, ki samozavestno dvigujejo uteži. Ona si predstavlja, kako bi tam sopihala, zardela in pač bila tarča posmeha. Zdaj, ona čez dan sedi 8 ur za računalnikom, se pravi, ima sedeče delo, njena malica je hiter sendvič, zvečer pa prava večerja, ker ima končno čas za jesti in pa seveda pošteno je lačna po napornem dnevu, ne. Zdaj po jedi utrujeno sede na kavč, na telefonu se prikaže reklama, 21-dnevni turbo program doma brez pripomočkov. Zraven je še slika prej po tem, ki kaže na neko ekstremno preobrazbo. Maša se navduši: "To je moja rešitev, brez fitnesa, brez ljudi, samo ona v, njeni dnevni sobi." Prvi dan seveda sledi posnetku, trener na ekranu kriči in spodbuja, še 5 ponovitev, ne obupaj. Maja pa že pri tretji seriji začuti bolečino v kolenu, ampak še vseeno vztraja, ker verjame, da mora trpeti, da bo enkrat, lepše. Zdaj naslednje jutro komaj vstane iz postelje, zaradi bolečin in muskelfibra po enem tednu obupa, v glavi
pa zasliši znan glas, spet si odpovedala, nič ne bo iz tebe. Kje nastane problem? Se pravi, prvi problem je sram, zato se poslužuje vadbe doma in online vadb, brez da bi si poiskala strokovno pomoč. Potem nerealne obljube in pričakovanja, misel, da je težava v njej in ne v programu, in pa misel, da mora trpeti za uspeh. Težave online vadb, ki jih ona išče, nihče ne poudarja postopnosti, zdravja in pa predvsem počutja. Prevelika količina informacij naenkrat in s tem prevelike spremembe, potem pomanjkljiva strokovna podpora, lažno upanje o hitri rešitvi, kar naloži nepotreben pritisk, nerealne obljube, se pravi hitrost pred kakovostjo, in pa slike idealnih primerov prej potem. No, kot zanimivost naj povem, ker glih spada k tej tematiki, se pravi, verjetno vsi poznate oddajo The Biggest Loser. Dogajala se je tudi v Sloveniji. Zdaj, oddaja slovi po ekstremnih shujševalnih preobrazbah, ne. Slišali pa ste verjetno tudi že, da po oddaji večina tekmovalcev ponovno pridobi težo. No, in našel sem eno študijo, ki je 6 let po snemanju te oddaje spremljala 14 tekmovalcev, da bi ocenila spremembe, v njihovi telesni teži, presnovi in tako naprej. Ampak to ni bilo v Sloveniji. Okej, kaj so pokazali rezultati? Kar se tiče teže, se pravi, tekmovalci so v 30 tednih, koliko je trajala oddaja, se pravi, shujšali s povprečno 149 kilogramov na 90 kilogramov. Če izračunamo, so izgubili povprečno 60 kil. Čez 6 let so povrnili povprečno 70% izgubljene teže. Se pravi, končna povprečna teža po 6 letih je znašala 132 kilogramov. In če zdaj pogledamo razliko po oddaji in pa po 6 letih, vidimo, da so izgubili le 17 kilogramov, ne. Vseeno so pa dolgoročno, se pravi v teh 6 letih, ohranili približno 30% te izgube. Kaj so rezultati pokazali glede presnove? Se pravi, pred oddajo so oni porabili okoli 2600 kalorij na dan v mirovanju. Takoj po oddaji so porabili 1996 in 6 let pozneje le še 1903. Se pravi, kljub ponovni pridobitvi kilogramov, oni so po 6 letih pridobili povprečno 40 kil nazaj, se njihov metabolizem ni normaliziral, ne. Oni so porabljali približno 500 do 700 kalorij manj, kot bi pričakovali. In kaj zdaj to pomeni? Se pravi, naše telo se upira velikim spremembam preko metabolne adaptacije. To je naravna obrambna reakcija na stradanje. To pomeni, da tudi po letih ostaja poraba energije nižja, kot bi bila pričakovana. Tekmovalci bi zdaj morali vsak dan jesti 500 kalorij manj od naravne lakote ali pa porabiti dodatnih 500 kalorij z intenzivno vadbo, kar je na dolgi rok, skoraj neizvedljivo. No, kot zaključek lahko zdaj povemo, da ekstremne diete vodijo do dolgotrajne presnovne kazni, presnova se v bistvu nikoli več ne stabilizira. Zdaj, vzdrževanje telesne teže po izgubi ni nemogoče, ampak pač zahteva drugačen pristop, se pravi, manjše postopne spremembe, in pa ne neke šok terapije. Torej študija dokazuje, da so ekstremni pristopi pač kot v The Biggest Loserju, fiziološko in psihološko problematični. Zakaj psihološko? Že sam naslov nam pove, da nekaj ni v redu s temi ljudmi, se pravi The Biggest Loser, a ne. No, in trajnostno izgubo teže, pa omogoča zmernost, vztrajnost in pa podporno okolje, ne pa neke ekstremne diete in pa prisilna vadba. Okej, gremo na zadnji primer. Naš zadnji primer je Ajda, stara 35 let, ima stoječe oziroma sedeče delo, skratka, je skozi v neki prisilni drži. Že od srednje šole ni nikoli telovadila, nazadnje je telovadila pri športni vzgoji v šoli. Njen vsakdan je precej neaktiven, zadnje čase pa je tudi začel boleti, križ. Na družbenih omrežjih vidi svoje prijateljice, ki so vse bolj športne in objavljajo vse več, slik lepih postav. Njej je fitnes tuja beseda, se pravi, misli si, da se bo smešila pred, 20-letnicami, ki pač dvigujejo uteži kot za šalo in pa pač imajo odlične postave in odlično postavo, se pravi, enači z veliko zadnjico. Večkrat se ujame pri misli,
Najprej se moram spraviti v formo doma, potem grem mogoče kdaj v telovadnico. Imam občutek, da je prestara za začetek, čeprav ve, da bi mogla nekaj spremeniti, jo je strah, da bo izpadla smešna. Zdaj na spletu in socialnih omrežjih najde posnetke s treningi, z naslovi Beginner workout at home, no equipment, Grow your booty in 14 days, no equipment in tako naprej. Prenese trening aplikacijo in sledi navodilom. Zdaj začne navdušeno, vsak večer počne po 100 počepov, donkey kicksov, glute bridgeov, že po nekaj dneh je zaradi nepravilne tehnike še bolj boli križ, pojavlja se bolečine v kolenih, verjetno zaradi 100 počepov na dan iz nič, in pa zadnjica še presenetljivo ni zrasla oziroma se spremenila. Zdaj naslednji dan vadbo preskoči se naslednji dan, in tretjega dne se aplikacija ne odpre več, v glavi pa sliši spet znan stavek: "Nisi zato, nikoli ne boš fit." Kje nastane problem? Se pravi, sledenje nerealnim podobam na družbenih omrežjih, neprilagojenost vadbe, v tem primeru na njene individualne sposobnosti, in pa misel, da je telovadba enaka bolečini, kar seveda ni res. Težave iskanih online vadb, se pravi, obljubljajo hitre rezultate, objavljene so slike idealnih podob, se pravi idealnih zadnjic, in pa vadbe nimajo strukture. Okej, samo iz teh zgodb lahko zdaj strnemo neko problematiko online vadb, in sicer vadbe niso prilagojene posamezniku, se pravi, moramo se zavedati, da smo vsi ljudje različni. Ni povratne informacije, predvsem z vidika tehnične izvedbe. Obljubljajo čudežne napredke, to je marketinška fora, objavljajo gole slike idealov, to je marketinška fora. Pogosto, se pravi, ni strukture, privlačne so tiste z veliko ogledi in všečki, napredek se ne spremlja, pogosto je mentaliteta no pain, no gain, in pa cenovno so zelo dostopni, se pravi, prelepo, da bi bilo resnično oziroma kvalitetno. No, zdaj pa poglejmo, kaj zares deluje in kaj so osnove vadbe. Se pravi, šli bomo za vsak primer pogledat, kaj dejansko deluje oziroma kaj storiti bolje. Prvi primer, imamo bivšega športnika, ki bi rad postal nabit. Najprej se moramo tu zavedati, kaj je hipertrofija. Na kratko, hipertrofija je rast mišic. Ko mišico mi večkrat obremenimo, ji med treningom naredimo mikropoškodbe in telo te poškodbe med počivanjem popravi in zgradi debelejša mišična vlakna, in teh mišičnih vlaken je sčasoma tudi vedno več. Ampak to se zgodi le, če ima telo dovolj goriva, v tem primeru mislim na prehrano oziroma hrano, in pa časa za počitek. No, in kaj zdaj to pomeni v praksi? V praksi moramo za rast mišic trenirati vsako mišico oziroma mišično skupino vsaj 2 do 3-krat na teden. V enem tednu moramo izvesti od 8 do 12 serij na mišično skupino in pa večino časa se gibamo od 6 do 15 ponovitev. Končati moramo serijo, ko bi zmogli še 1 oziroma 3 ponovitve. Angleško je to reps in reserve. Se pravi, mišica raste, če smo dovolj blizu odpovedi. Se pravi, mi lahko naredimo 15 ponovitev ali pa več in pridemo blizu odpovedi, mišica bo vseeno rasla. Lahko naredimo 3 do 6 ponovitev in pridemo blizu odpovedi, mišica bo še vseeno rasla. Kaj je torej razlika? Razlika je torej v teži bremena, se pravi, večje kile in s tem manj ponovitev, a vseeno blizu odpovedi, bo večji učinek na maksimalni moči. Manjše kile in pa več ponovitev, se pravi, ne vem, 15 plus, in pridemo vseeno blizu odpovedi, bo pa večji učinek na mišični vzdržljivosti. In pa katero metodo zdaj izberemo, je odvisno od našega cilja. Pomembno je, da si vedno blizu odpovedi. In dovolj je, da si samo blizu. Zakaj ne konstantno čisto do odpovedi? Ker ko gremo mi vedno do odpovedi, takrat mišico najbolj poškodujemo. Na neki način jo tudi najbolj utrudimo. In to pomeni, da bo rabila dlje časa, da se regenerira. Prej pa smo povedali, da mišica raste med počitkom. In če mi tega počitka nimamo oziroma mišici ne damo, se pravi, vsak dan šopamo ponovitve do odpovedi, mišica pač ne bo rasla, ker ne bo imela časa. Potem pa moramo tudi pametno progresirati, se pravi, vsak teden malo težje kile, lahko dodajamo ponovitve in pa seveda izvajamo težjo izvedbo, težjo tehnično izvedbo določenih vaj. Zdaj tu je tudi zelo pomembna prehrana, kajti to je gorivo za mišično rast. Zdaj najpomembnejše tu so beljakovine, zgoraj levo so referenčne vrednosti, se pravi, za ženske
1,5 grama na kilogram na dan telesne mase, moški pa 2 grama na kilogram telesne mase na dan. Se pravi, v praksi to pomeni, da 60-kilogramska ženska bi morala pojesti vsaj 90 gramov beljakovin na dan, 80-kilogramski moški pa 160. Zdaj, kako to dosežiti? Ciljamo na 3 do 4 obroke na dan. V vsakem obroku, imejmo vsaj en beljakovinski vir, zraven dodamo ogljikove hidrate in pa zelenjavo. Zelo je pomemben tudi spanec, se pravi, moramo imeti vsaj 6 do 8 ur spanja na noč, ker to je mišični čarobni napoj. Se pravi, mišica raste med počitkom. Zelo pomembna je tudi hidracija. Moramo popiti vsaj 2,5 litra vode na dan oziroma še več, če se veliko potimo. Kar se pa tiče prehranskih dodatkov, na primer protein shake dodatki, moramo se zavedati, da so le dodatki in pa ne nadomestilo. Se pravi, niso nujni. Najprej moramo urediti prehrano in če s prehrano vidimo, da ne zadostujemo zgoraj, priporočilom, potem pač dodamo shake in pa podobno. Pomembno je tudi sledenje napredku, to je lahko čisto preprosto, lahko imamo zvezek, ali pa aplikacijo, kjer zapisujemo vaje, zapisujemo teže, zapisujemo ponovitve, zapisujemo počutje in tako bomo najbolje vedeli, če se premikamo v pravo smer. Katerih napak se moramo izogniti? Se pravi, ne smemo trenirati do odpovedi vsako serijo, vsak trening. Ne menjujmo programa vsak teden, se pravi, držimo se rajši programa 4 do 6 tednov in potem malo prilagodimo. In pa no pain, no gain mentaliteta je zanesljiva pot do poškodb in ne do rasti. Okej, smo že na drugem primeru, se pravi, imamo mladega športnika z željo narediti korak naprej, v nogometni karieri, se pravi, biti hitrejši, močnejši in pa bolj eksplozivnejši. Kaj je največji problem mladih športnikov? Je neznanje, se pravi, in kaj se moramo zdaj zavedati? Ključna sposobnost kateregakoli športnika je spremeniti svojo hitrost ali pa hitrost zunanjega objekta. Za predstavo, v nogometu, na primer napadalec, vteče v šprintu v globino, da dobi žogo in pač prehiti branilca in si s tem ustvari prednost, da zabije gol. V rokometu, na primer, rokometaš vrže na gol z vso močjo, da žoga potuje čim hitreje in s tem onemogoča vratarju, da na njo odreagira. Se pravi, glavni cilj treninga je torej izboljšanje sposobnosti generiranja sile, ker ko mi ustvarimo silo, premaknemo sebe in premaknemo tudi objekt, ne. In potrebno je zdaj izboljšati sposobnost izražanja sile v položajih, držah in pa časovnih omejitvah, v katerih se izbrani šport dogaja. In da bi to dosegli, moramo pa pač zbrati vadbene dejavnosti, ki so specifične za zahteve športa glede proizvodnje sile. Kar se tiče športno specifičnega treninga. Zdaj, ključ do uspešnega športno specifičnega treninga je v tem, da se naši napredki in pa izboljšave, se pravi, ki jih pridobimo s treningi, prenesejo v športno okolje oziroma na igrišče. Se pravi, če izboljšamo neko sposobnost, moramo tudi bolje nastopati v nekem športu. In s treningom mi iščemo načine, kako telo izzvati v generiranju sile, da se bo to poznalo oziroma preneslo v šport. Tule imam 2 primera, se pravi, pri šprintu mi generiramo silo takrat, ko smo na tleh. In kontaktni časi takrat so približno okoli 90 do 100 milisekund. Seveda, hitrejši imajo manj, počasnejši imajo več, se pravi, so več časa na tleh. No, in v tem kratkem časovnem obdobju moramo mi razvijati silo. Se pravi, če se da čim večjo, da nas odbije naprej, se pravi, to pomeni, da bomo hitrejši. In vse, kar delamo na treningu, kar je izven teh časovnih obdobij, se pravi, kar je počasneje od 90 oziroma 100 milisekund, vse, kar delamo, žal to sposobnost ne bomo izboljšali, ne, vse, kar delamo počasneje. Pol imamo pa drug primer, se pravi, pri šprintu smo pa izpostavljeni lahko tudi do sili 10-kratniku telesne teže, ki pač deluje na telo. Kar pomeni, da moramo na treningu početi nekaj, da se bomo približali tem silam, ne, in šele tako lahko izboljšamo te sposobnosti. Skratka, povzetek, na treningu se moramo približati tem časom in pa silam, se pravi, zgenerirati veliko silo v čim krajšem, možnem času. Okej, zakaj
Torej, koordinacijska lestev ni primerna za razvoj hitrosti. Zdaj, če se navežemo na prejšnji slajd, prvič, predolgo smo na tleh, drugič, prepočasi se gibamo, nimamo hitrosti, in pa tretjič, ni prisotnih velikih sil. Je pa koordinacijska lestev dobra za koordinacijo, saj se tudi imenuje koordinacijska lestev. Okej, drugo vprašanje: zakaj bosu žoge niso primerne za razvoj moči? Zdaj bom povedal na praktičnem primeru. Predstavljajte si počep na bosu žogi. Se pravi, delaš počepe na bosuju, to je neka polžoga, ki nam ruši ravnotežje. Zdaj, če hočemo mi sproducirati veliko silo, moramo pri počepu premakniti težko breme. In to nam bosu žoga onemogoča, saj nam ruši ravnotežje in ne moremo dovolj obremeniti, ne. Verjemite mi, da 100 kil na hrbtu, in da stojiš na bosu žogi, se ne bo v redu končalo in da delaš počepe, ne. Se pravi, lahko padeš, ogroziš druge, skratka, ne moremo imeti 100 kil, ne moremo dovolj obremeniti, če stojimo na bosu žogi. Na tleh pa smo stabilni in lahko veliko bolj obremenimo in to pomeni večje sile in več možnosti za napredek, se pravi, bolje za naš šport. Bosu torej ni primeren za generiranje sile, je pa primeren za vaje ravnotežja. No, pa če se dotaknemo še športno specifičnih vaj. Zdaj za mnoge so te vaje, ki posnemajo neko športno gibanje. Se pravi, zanima jih le, če so gibi podobni. Ne upoštevajo pa, ali obstajajo podobnosti v proizvodnji sile, ne. In kaj je zares športno specifično? Se pravi, podobne sile v podobnem času, v podobnem kotu. Katere napake ne smemo delati? Se pravi, uporabljati koordinacijske lestve za razvoj hitrosti, delati neke počepe enonožne na bosu žogah, ker izgledajo profesionalno. Se pravi, skoki in pliometrija brez progresije in tehnike. Tu res potrebujemo dobro progresijo, drugače se hitro lahko zgodi, da nastanejo problemi s tetivami in sklepi. In pa predvsem mislim progresijo z vidika sil in časovnih omejitev, se pravi, da lahko sploh napredujemo. Potem ne uporabljati neke fancy pripomočke in pa športno specifične vaje, za neke obljubljene napredke, in pa ne posnemati videov, kjer so športni idoli. Še enkrat, to je samo neki mali delček v mozaiku. Okej, imamo tretji primer, se pravi, ženska, ki se hoče znebiti odvečnih kilogramov, po domače hoče shujšati. Zdaj, kaj sploh hujšanje je? Hujšanje je izguba telesne maščobe. In tu obstaja eno osnovno pravilo, da hujšanje se zgodi, ko si dalj časa v kaloričnem minusu. To v praksi pomeni, da porabiš več energije, kot jo poješ oziroma vneseš. In to ti dosežeš z majhnimi in pa vzdržnimi navadami in ne z nekimi turbo, dietami. Okej, kaj je potrebno v praksi, da shujšaš? Se pravi, zmeren kaloričen minus. Porabi več, kot vneseš s hrano oziroma pijačo. Jej beljakovine pri vsakem obroku, kajti beljakovine pomagajo, da nisi lačen, ne. Beljakovine dajejo občutek sitosti in pa hkrati s tem tudi ohranjamo mišično maso, kar je pač ključno pri hujšanju. Se pravi, mi hočemo izgubiti težo na račun maščobe in pa ne mišične mase. Moramo seveda imeti zelenjavo in pa sadje pri večini obrokov, piti moramo vodo in ne sladkih pijač, ker sladke pijače so dodatne kalorije. Poskrbeti za gibanje vsak dan, in plus trening za mišično maso. Urediti spanec vsaj do 6-8, ur na noč in pa probati imeti čim manj stresa, kajti stres je eden glavnih vzrokov, debelosti. Katerih napak ne smemo delati? Se pravi, ne jej po 18. uri, čudežni čaji, tablete in pa bonboni za hujšanje, to je vse marketing in ne magija. Vsak dan trening do odpovedi, se pravi, to privede do utrujenosti, do bolečin, do še večje lakote, vse skupaj pa lahko pač privede do prekinitve vadbe, ne. Potem ne smemo preskakovati obrokov oziroma se stradati, vseeno moramo jesti in to dovolj, drugače ni energije za neki dober trening. Začni z majhnimi spremembami, spomnimo se primera The Biggest Loser. Ne primerjaj se z drugimi, se pravi, tiste slike prej, potem, tempo je tvoj, tempo je naš. Se pravi, cilj je zdravo, počasi in vzdržno, to pomeni, da lahko tako živiš, ne pa le izdržiš, ne. Torej planirajmo rajši, dolgoročne cilje.
Smo že na četrtem, zadnjem primeru, se pravi, imamo začetnico, ki bi rada začela z vadbo, ker hoče izboljšati postavo, držo, odpraviti bolečine v križu in tako dalje. Najprej je potrebno razumeti, kakšen je napor vadbe in pa kakšne so vaše oziroma naše telesne sposobnosti, ne. In tu se takoj ponudi vprašanje, ali lahko sposobnosti zdržijo napore vadbe. In to bom predstavil na primeru teka. Desna slika nam kaže, kaj se dogaja s silami, ki pač delujejo na posamezne sklepe pri teku. In če pogledamo sile na kolk, so okoli 2 do 4-kratniku telesne teže. Če pogledamo sile na koleno, od 1 pa do 5, 5,5 telesne teže, in pa sile na gleženj je pa od 1 do 7-kratnik, telesne teže, ne. Seveda večje hitrosti teka pomenijo večje sile, bolj ko je podlaga trda, večje sile, če tečemo navzdol, večje sile in tako naprej. No, in iz te slike se takoj pojavi vprašanje, ali bo tvoje koleno zdržalo, te obremenitve, ne. In kaj zdaj to pomeni v praksi? Zdaj, preden izbereš vadbo, se pač prepriči, da so tvoje telesne sposobnosti dovolj velike. Ne vem, preberi čim več, vprašaj za več mnenj, vprašaj strokovnjaka, tukaj smo mi, ki z veseljem pomagamo. Bodi raje previden in začni z manjšo obremenitvijo in nato postopoma obremenjuj. Se pravi, velikokrat je manj enako več. Tako se boš pač izognil poškodbam, bolečinam in pa mogoče začel tudi uživati v tem, kar počneš. Se pravi, imej neke dolgoročne cilje, ne glej slike idealov, in pa postavi počutje pred izgledom. Zdaj, glavni povzetek vsega skupaj je, da uvajaj male spremembe, cilj naj bo sprememba življenjskega sloga in ne samo določenega obdobja. Primerjaj se s samim seboj, se pravi, tempo je tvoj. Ne pozabi na 4 stebre, ki so ključnega pomena za vse, se pravi, prvi steber gibanje in vadba, drugi prehrana, tretji spanje in pa četrti stres, tega hočemo čim manj. In pa poskušaj urediti vse 4 stebre in ne samo, imeti fokusa na enem. Deli osnovne stvari dobro izvedene in pa ne neke cirkuške vaje, se pravi, tu mislim predvsem na športno specifične vaje, in pa, se pravi, ne pozabiti na konsistentnost. Bolje en trening na teden, vsak teden, kot pa cel teden nič, med vikendom pa pol greš na Celjsko kočo, narediš 100 kilometrov na kolesu, greš še v fitnes in pol spet ne delaš 5 oziroma 7 dni nič. Okej, na kratko, kaj glede online vad ponujamo mi v Supertreningu. Mi uporabljamo aplikacijo Teambuilder, to je predvsem za tiste, ki bi radi trenirali z nami, ampak ne morejo do nas. Zdaj na aplikacijo, dobiš vnaprej pripravljen program glede na zahteve športa ali pa individualne zahteve posameznika. Se pravi, če hočeš, glede na zahteve športa, ne vem, treniraš nogomet, si nogometaš, dobiš program za nogomet. Če hočeš nekaj več, dobiš program za individualne zahteve posameznika. Se pravi, prideš k nam na uvodni trening, te malo spoznamo, kakšne so tvoje sposobnosti, lastnosti, in ti pripravimo, program, ki bo, ustrezen tebi in tudi, se pravi, tvojemu športu. Ti programi trajajo 4 tedne, potem se zamenjajo in, nadgradijo. Se pravi, skrbimo za neko progresijo in pa variabilnost. Ker aplikacija temelji na koledarju, imaš vsak trening točno na točno določen dan. To si seveda lahko prilagajaš sam in pač trening izvedeš takrat, ko imaš čas. Zdaj, vsaka vaja na aplikaciji ima opis plus video, se pravi, kako se ogreješ, kako pravilno izvedeš določeno vajo. Aplikacija ti pove, koliko serij, koliko ponovitev narediš, kakšno obremenitev oziroma težo dviguješ in tako naprej. Ima pa tudi timer, ki ti odšteva pavzo med, serijami. Za beleženje napredka, lahko v poseben okvirček zraven vaje vpisuješ težo in pa ponovitve in to aplikacija sama shrani in pol lahko vidiš, kaj si delal za nazaj. Na primer, da imaš, danes na sporedu počep, pogledaš, kaj si delal prejšnji teden, se pravi, koliko kil si dvignil, in ali to danes ponoviš ali pa greš malo naprej.
Se pravi, zraven lahko tudi pišeš opombe. Ne vem, tukaj pri tej vaji me je zabolelo koleno, po potrebi se lahko tudi posnameš in pač video pošlješ nam, seveda to vse prek aplikacije in ti damo, povratno informacijo. Na aplikaciji lahko tudi spremljaš, neke navade, ne vem, različne cilje, kot so spanec, voda, se pravi, si spal 8 ur, narediš kljukico, si popil 2,5 litra vode, narediš kljukico in s tem loviš neki strejk. Lahko spremljaš tudi svoje razpoloženje in pa spočitost. Tako boš pač vedel, kateri treningi so ti najtežji, kateri so ti najlažji, ne vem, kdaj si se najboljše počutil, se pravi, v katerem obdobju si treniral dobro in bi rad to obdobje te treninge ponovil in tako naprej. No, in tako se učiš nekih osnov, ki pač vplivajo na, rezultate. Okej, s predavanjem smo pri koncu. Upam, da sem vam skozi zgodbe in pa primere, odgovoril na vaša vprašanja, povezana z online vadbami. Pa vseeno kot zaključek odgovorim še na 4 vprašanja, ki povzemajo vse, o čem smo se danes pogovarjali, in pa to je tisto, kar bi rad od vas, da bi vzeli od današnjega webinarja. Se pravi, zakaj Instagram, TikTok, YouTube nasveti pogosto ne delujejo? Zato, ker je tam prisoten algoritem in algoritmu ni mar za naša kolena, hrbet in pa formo, zanima ga le watch time. Na družbenih omrežjih se prodaja predvsem slika, se pravi sixpack v 2 tednih, velika zadnjica brez uteži, božanski prsni koš doma na tleh in ne vem kva še vse. Problem pa je, da ti nihče ne pove celotne zgodbe, se pravi, kaj se dogaja odzadaj s prehrano, kje so leta treningov in odrekanj in tako naprej. Algoritem kaže samo tisto, kar je najbolj atraktivno, in ne tisto, kar je najbolj koristno. In pa še na koncu, hitri recepti so pač mamljivi, moramo se pa zavedati, da naše telo potrebuje čas. Zdaj, kako si postaviš trening sistem, ki ustreza tebi? Najprej moraš postaviti sebe na prvo mesto. Se pravi, vprašaj se, kaj je tvoj cilj. Ne vem, izgled, okej, pridobiti mišično maso, izgubiti odvečne kilograme. Je to zdravje, se pravi, več gibanja, odprava bolečin, ali pa športna zmogljivost, ne. Potem se moraš vprašati, kakšne so tvoje omejitve. Ne vem, koliko imaš časa. Imaš časa enkrat, dvakrat, trikrat ali pa več dni na teden? Kakšno opremo imaš, ne, delaš doma, hodiš v fitnes, imaš kaj poškodb, kakšna je tvoja motivacija, kakšno je tvoje izhodišče, se pravi, ali si začetnik, si redno aktiven, si rekreativec, ali pa si športnik. Ne smeš pozabiti na progresijo, to je srce sistema, se pravi, vsak teden greš malenkost naprej, ne vem, dodaš eno ponovitev, dodaš 2 kile, dodaš 5 kil ali pa narediš neko boljšo oziroma težjo tehnično izvedbo. Vsak 4. do 6. teden, si naredi lažji teden, se pravi neki deload, da se telo regenerira, da mu daš čas in da potem dvigneš, da se premakneš na nivo višje. Ne smeš pozabiti na varnost in pa dobro ogrevanje, moraš vedeti, da bolečina, ni enako moraš potrpeti. Se pravi, prek bolečine nam telo govori, da nekaj ni v redu. Pol podpri gibanje z navadami, se pravi spanec vsaj 6 do 8 ur, beljakovine, ogljikovi hidrati, veliko korakov, gibanja vsak dan in pa čim manj stresa. Sledi in prilagajaj, se pravi, beleži vaje, teže, ponovitve in pa po 4 do 6 tednih oceni, ali napreduješ ali ne, in če ne, potem ukrepaj. Zdaj, kaj morajo vsebovati pametni treningi, pa ne glede na cilj? Vsebovati morajo strukturo, se pravi en načrt za 4 do 6 tednov in ne kar neki dnevni random načrt. Potem mora biti progresivno obremenjevanje, se pravi neki jasen način napredka, bodisi preko intenzivnosti, to lahko storiš z večjo kilažo, več ponovitvami oziroma, težjo tehnično izvedbo, ali pa preko frekvence, se pravi pogostosti vadbe. Izberi si primeren volumen, in pa frekvenco, se pravi nekje 8 do 12 serij na mišico na teden, 2 do 3-krat na teden, in če si začetnik, raje začni počasneje kot pa hitreje. Intenzivnost meri s ponovitvami v rezervi, se pravi večina serij na, 1 do 3 ponovitvah v rezervi, ne vsakič do odpovedi, to je pomembno predvsem za športnike, takrat, ko se gradi eksplozivnost. Potem ne pozabiti na tehniko in varnost, se pravi dobro ogrevanje,
učenje gibalnih vzorcev in pa moraš se zavedati, da bolečina ni enako vztrajanje. Specifičnost potem, se pravi, vaje naj podpirajo tvoj cilj, bodisi za hitrost, moč, za izgled ali pa izgubo odvečnih kilogramov. Ne pozabiti na regeneracijo, in pa življenjski slog, se pravi, veliko spi, veliko jej, dobro jej, in pa čim manj stresa. Se pravi, spanec, hrana, stres, so poleg vadbe glavni stebri za napredek. Potem moraš ta napredek tudi meriti, se pravi, piši dnevnik, spremlji tvoj vsakdan. Napredek je lahko tudi že to, da, ne vem, opaziš, da lahko delaš iste stvari kot prej, se pravi, navzven ni nekaj, kar bi lahko opazil, ampak opaziš pa, da si manj utrujen oziroma imaš več energije, ne. Že tudi to je dovolj velik napredek. In pa seveda ne pozabi na doslednost in konsistentnost. Raje 2 dobra treninga tedensko, celo leto, kot pa 6 v enem tednu, pol pa dolg nič. Okej, kako ločiti dober Instagram nasvet od škodljivega hajpa? Da to ločiš, rabiš 10 sekund, nato filtriraš. Zdaj, če sta od zgoraj napisanih, 2 ali pa več ja, potem skroli naprej. Se pravi, obljublja hiter rezultat, ne vem, sixpack v 14 dneh, greš naprej. Prodaja pripomoček kot rešitev za vse, se pravi, ni čudežev, ni magije, telo potrebuje čas. Govori o skrivnosti, čudežu, na primer spot fat loss, maščobo ne izgubljamo točkovno. Pol ni strukture in pa progresije, ni prilagoditev za začetnike, tu se poraja vprašanje poškodb in pa ignorira prehrano, spanec, življenjski slog, favorizira samo določene vaje. Tu so trije red flagi, se pravi, slike nerealnih preobrazb prej, potem, to ni v redu. Ni v redu tudi klikanje na čustva oziroma vzbujanje sramu, in pa posnetki profesionalnih športnikov brez konteksta. Pol imam tule še 3 mite, ki ne obstajajo, se pravi, no pain, no gain, ne, bolečina ni enako cilju, več je vedno bolje, ne, bolje je pametneje, in pa spot reduction, ne kuriš maščobe lokalno. Tule imamo pa še nekaj online programov, ki so vredni sledenja oziroma lastnosti, se pravi, da nam pokažejo celoten program in zakaj nekaj deluje, da imajo modifikacije za različne stopnje pripravljenosti, posameznikov in pa opozorijo na varnost, učijo tehniko in pa progresijo vaj in ne le pumpanja, spodbujajo spanec, prehrano in pa neka realna pričakovanja, in zapisujejo metrike in pa govorijo o doslednosti in pa konsistenci. To je to z moje strani. Upam, da sem vam na neki praktičen način, prikazal problematiko online vadb. Ko kupujete program ali pa začenjate z neko online vadbo, se najprej malo podučite, se pravi, pridobite neka druga mnenja, napišite si cilje, kaj bi radi z vadbo dosegli, koliko časa, volje ste pripravljeni v to vložiti. Začnite z majhnimi spremembami, se pravi, cilj naj vam bo spremeniti življenjski slog. Če imate kakršnokoli vprašanje, pa tudi če ni povezano z današnjo tematiko, nam lahko kadarkoli napišete na Instagram, na mail, lahko pridete vprašat za nasvet v živo, v telovadnico, skratka, mi z veseljem pomagamo. Hvala za vašo pozornost, veseli bomo vaših vprašanj, in povratnih informacij. Čao.